Mateja Perpar iz Pravljičnega gozda. Druščina, požeruščina. Za velikansko mizo so sedeli Ole Debeli, Joao Žrec, Helmut Ješči, François z velikim tekom in Kreonida Tolsta. Stoli okoli mize so se šibili, ječali, škripali in vzdihovali pod njihovimi ogromnimi zadnjicami. Pred njimi so bili na prtu razporejeni krožniki, krožnički, skodele in skodelice, posode in posodice, zraven njih čaše, kupice, kelihi in kozarci. Ob teh žlice, žličke, žličice, zajemalke, vilice, viličke, viličice, viljuške, vile in noži. Poleg vsega tega pa še pladnji, podstavki, omačnice, maslovnik, jušnik, mesnik, krompirnik, rižnik, sirača, strgalnik, odpirač. Prta se skoraj ni videlo. Pa saj, koga zanima prt? Prišli so zaradi hrane, hrano so oboževali. V zrak so se dvigovale omamne vonjave, da so po žrešni peterici trzale kosmateno z drvi. Prav res, če bi pogledal od spodaj, bi videl, kako se jim molekule vonja lovijo v kocine in po njih spretno kot pajkci potujejo navzgor po nosu v možgane. In možgani so rekli: slini se, hrustaj, melji, tri z zobmi, žveči, prežvekuj, nabaši se, tlači vase, goltaj, žri. Kapljalo jim je od brad, ko so mastnousti trgali, rezali, cufali in nabadali zalogaje mljackantnih dobrot, poleg in čez pa se nalivali, nacejali, lokali. Kako so se oblizovali. Grižljaji so zdrobljeni in slinasti po razgretem požiralniku kot po mišičastem jašku dvigala zdrknili navzdol proti želodcu, kjer so čofnili, cmoknili, štrbunknili v vrelo želodčno kislino. Čomf, čomf, čomf. Jedci so bili gluhi za svet okoli sebe. Mrmrali, stokljali in sopli so od slasti in pohlepa. Tudi če bi jih kdo nagovoril, se njegovega glasu sploh ne bi slišalo skozi njihovo silovito slurpanje, grickanje, mlaskanje, cmokanje, hrskanje, srkanje, lizanje in čmokotanje. Če kateri ni mogel več in se mu je od silne nabasanosti ustavilo, so ga drugi nemudoma začeli prepričevati. Daj no še malo, še eno žličko, samo še grižljajček, papi, papcaj, ljubček naš sestradani, vsaj še drobtinico za mamico, babico, sestrico, tetico, strinico. Da bi ga spodbudili, so se ga dotikali z mastnimi, oljnatimi, lepljivimi, poslinjenimi, tolstimi, zamaščenimi, zajetnimi, zalitimi, rejenimi, zavaljenimi prsti, dokler ni spet poprijel za pribor in zanesel v svoja zevajoča požeruška usta novega grižljaja. Podočniki in kočniki v ustih so mleli, slina je pršela z vseh strani, jezik je premetaval žvekljaj po ustih, bilo je, kot če si med žehto v avtomobilu v avtopralnici. Želodčna bisaga, vase uvihano močvirje jedke kisline, se je čedalje bolj širila in razganjala peterico vampov. Migotala je,
premetavala prežvečke, jih zalivala z žolčem in prebavnimi sokovi ter potiskala naprej, navzdol, naprej, navzdol. Vsake toliko časa se je sredi vsega tega zmletja oblikoval zračni mehur, ki ga je odneslo kvišku proti ustni votlini. Ravnokar se je to zgodilo Francoisu. Hrg, je zadonelo po jedilnici. Ole Debeli, Joao Žrec, Helmut Ješči in Kreonida Tolsta so ob tem zaploskali, da so se kapljice masti in drobci hrane z njihovih zabeljenih rok kot iskre ognjemeta razpršili po prostoru. Bravo, to, čast in slava kuharju, so zavpili, se tudi sami potleskali po trebušnih mehovih, da so pretresli želodce in gromoglasno pritegnili urigalni kvintet. Herau, je podaril kupček, no, bolj kup. Ole. Žau, se mu je pridružil Joao. Se je spahnilo Helmutu in je kot v grški tragediji odleglo Kreonidi. Mnjac, 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 temljac, so se spogledali in dolgih jezikov oblizovali, kar jim je kapljalo od brad. Zdaj bo prostor za sladico, je navdušeno vrisnil Ole. Mu je pritrdil Helmut. Skoraj bolj prijetno je rigniti kot jesti, je menil. Ob začudenih pogledih sojedcev se je zasmejal tako na široko, da si lahko videl vlakenca mesa, ki so se mu zataknila med zobmi. Saj se samo hecam. Kaj so storili, ko so se odrigljali? Še malo so pomlaskali in pohrustljali. Segli so po sladicah. V njihova žekna so izginjale kocke, pite in rezine, krostate, hrustavčki, kolački, torte, zavitki, vafli, rjavčki, kupčki in poljubčki. Zvili so si tudi brezštevilne palačinke z marmelado, čokolado, lešniki in kokosom in peno iz banan, marelic, višen, zmešano z vaniljevim sladoledom in hladno tolčeno smetano. Je bilo dobro, božansko. Niso se premaknili z mesta, dokler ni bila miza prazna. Njihove zadnjice so bile zdaj že prilepljene na stole od potu, ki jim je med basanjem tekel po hrbtu. Boki so se jim pretisnili skozi stranske luknje naslonjal, gležnji so jim otekli od potrpežljivega čemenja pod mizo. Stegna so jih srbela od negibnosti, med jedjo so včasih od izčrpanosti kar malo zadremuckali. Mogoče bi bil pa že čas, da se dvignejo od mize. Malce so se zagugali sem in tja, poškripali levo in desno, toda vstajanje ni bilo preveč uspešno. Upehali so se, sveže kapljice znoja so jim stopile na čelo. Obsedeli so na mestu in premišljevali. Kako je naporen počitek po jedi, je menila Kreonida. So ji pritrdili sotrpini. Sledilo je nekaj minut tišine. Nato je Helmut pogledal na uro. Kosilo se je začelo ob 13. Zdaj je kazala že skoraj 17. Zmajal je z glavo. Prijatelji jedci so skomignili širokimi rameni. Treba je bilo misliti na prihodnost. Razumevajoče, naklonjeno so se spogledali in rekli: Kosilo je bilo njami. Kaj bomo za večerjo?